En lep pozdrav. Danes bomo govorili o TIM, to je kovanec oziroma pač tudi projekt, bi lahko rekli, ko se HEX stejka oziroma pač date ga na depozit na tak način, da date skupaj z drugimi vlagatelji. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da so večji ti šeri, večji donosi, v bistvu v ta bazen prihajajo pač vse, kar določene kazni in vse, kar ljudje naredijo narobe, pride v ta pool, v ta bazen in se to razdeli pač med stejkerje. To je v bistvu veliko boljše, kot če bi stejkali sami, tudi zaradi tega, ker nimate fijev, a ne. Ko se vlaga to v bistvu sama koda naredi, da pač takrat, ko se vloži, takrat se plača fee in to se plača samo enkrat. Tudi če ne vem koliko 100 000 ljudi vloži, se samo ena provizija plača in to je res zanemarljivo in torej za nas manjše vlagatelje je to zastonj, dobesedno, a ne. Ko se pa zadeva odstejka, pa plača pač nekdo, eden izmed, a ne. Ponavadi po mojem mišljenju se bo to odločili tisti, ki imajo veliko denarja noter, veljsi, ki tudi nimajo problemov s denarjem plačati kakorkoli, a ne, ker za tak stejk se lahko plača kar nekaj fija, odvisen je od Ethereum omrežja. In za nas, tiste malo manjše, če ne želite plačati, pač ste brez fija, brez provizije. In to je res en tak zelo velik plus. To za mene pomeni, da lahko vlagajo tudi tisti, ki imajo res malo denarja. Res malo denarja. Tako da prideti morate samo do Maxija kovanca ali pa do Hex kovanca, enega ali pa drugega. Če ne kupite enega ali pa drugega in to lahko vložite. Zdaj bomo pa mi to šli pogledati kar direktno. Kaj to pomeni? Takole. Si bomo pogledali, se pravi, tole je osnovna spletna stran, bom dala tudi link v povezavo spodaj v opis, tako da lahko si kliknete, pa boste sigurno prišli na ta pravo spletno stran. Tukaj lahko že takoj se poučite, v bistvu je vse v angleščini, sicer lahko z Googlom prevedete, se poučite točno, zakaj gre, se odločite seveda sami, to ni nasvet, a ne. Zdaj, mene osebno vleče sem noter, jaz bom tole preizkusila sigurno. Ena od strategij je tudi, ker ta mesec imam 2 stejka za končati, ker lanska, in bo izguba definitivno zaradi padca cene. Drugače bom imela seveda več heksov. In bom izkoristila, ker bo tole še 20 dni in bom izkoristila in bom vložila pač v tole. Zdaj, kaj se najbolj splača, bom povedala, ko bomo šli skozi vse. Vi se pa odločite, kako vam najbolj ustreza, ne. Se pravi, zdaj donosi so veliki, splača se tudi zaradi tega, ker vi lahko date, ko dobite kovance, lahko date stejkati. A ne, pač se pravi, da dobite še dodaten zaslužek. Poleg tega, da dobite stejk HEX, v bistvu, da dobite dodaten HEX, ko stejkate, HEX, ko se ga zaklene, dobite še dodaten donos lahko, če Maximus date stejkati v bistvu, a ne. To si bomo pogledali. Zdaj, tole pomeni, da je likviden. V bistvu, če vi date HEX stejkati na star old fashion način, potem ga nelikviden, a ne. Če ga odstejkate, imate kazen in lahko izgubite veliko, odvisen, kdaj ste to naredili, odvisen, kakšen znesek imate, pa na koliko časa, a ne. Zdaj, to pomeni, da ta HEX ni likviden. Pač likviden HEX pomeni, da imate vi na denarnici in da ga lahko kadarkoli prodate ali pa z njim delate karkoli, stejkate, vložite,
ni važno, to pomeni likviden heks, a ne. Zdaj, če vi tukaj zaklenete preko tima, zaklenete, se pravi, stekate heks preko tima oziroma pač tega projekta, potem pomeni, da vi imate proste kovance na svoji denarnici v obliki tima, in te kovance z njimi lahko delate, kar hočete. Torej, lahko jih prodate, kar pomeni, da prodate svoj heks stake, ga ima nekdo drug potem naprej, ali pa zadržite in počakate v bistvu, da potem, ko se ti vložki iz stake zaključijo, da poberete donose, a ne. Pa več možnosti tudi še. Zdaj, zadeva je zelo preprosta, v bistvu so naredili res tako preprosto, da sploh ni problem, tukaj lahko izberete 4 bazene. Osnovni base je na 1 leto, potem je 3 leta, 7 let in pa 10 let, a ne. Se pravi, 4 variante so možne. Zdaj, kaj to pomeni, ko to izberete, bomo šli vsakega v bistvu posebej čez. Torej, najprej morate zadevo mintati, to pomeni, da zamenjate za heks ali pa za maxi. To pomeni mintanje, se pravi, da vi pridobite, da vi rudarite, narudarite v bistvu ta kovanec. Potem imate zaslužke, a ne, pač od heks stejka in pa seveda lahko tudi stejkate ta kovanec, a ne. In pa zdaj, če date vi na 1 leto, na 1, 3, 7 ali pa 10 let, v primeru, da vidite, da je slabo leto, da ne želite, da hočete naprej stejkati, enostavno pustite zadevo, 7 dni bo možno, da vi dobite ven te kovančke, da jih pač klajmate oziroma odstejkate. 7 dni bo časa, če pa v teh 7 dneh ne boste imeli časa, ali pa če se vam zdi, da lahko to pustite, ali pa želite naprej, se bo pa avtomatsko, ker če niste tega naredili, se bo avtomatsko to spet za toliko časa naprej stejkalo, za kolikor časa ste vi na začetku to vložili, a ne. Takrat bo tudi priložnost za nove vlagatelje. Pač eni bojo izstopili ven, eni bojo vstopili, eni bojo pa nadaljevali. To pomeni ta reload. Zdaj prvič, ko to delamo, se pravi, mislim, da je to naslednjih 20 dni, vsaj bomo si pogledali, pa če kdo misli drugače, dajte v komentar, vaši komentarji so zelo v redu, ker ste eni pač tudi zelo napredni v tem. Tako da kar komentirajte, bom zelo vesela. Zdaj, tukaj imate tudi odgovore na vprašanja, ki jih imajo običajno ljudje, pa pojdimo v bistvu pogledati najprej deci, a ne. Če je to prvi pol, mislim, zadnji pravzaprav, jaz bom šla kar od zadnjega. Zdaj, ta se najbolj splača drugače, a ne, se pravi, na 10 let, seveda je pač večji donos in tako, a ne. Torej, 10 let v bistvu vi pustite to noter in mintate 1 na 1, se pravi, tukaj piše, da je še 20 dni, od danes naprej je še 20 dni, včeraj se je to začelo. Se pravi, 3 tedne, a ne, pač nekako 3 tedne, da se to zdaj te puli lahko naredijo, a ne. Vi lahko drugače tudi postanete liquidity provider, o tem bom mogoče enkrat kasneje govorila, ker je, ko bi rekla, malo bolj zahtevna tema in pač to tudi ni preprosto. Denar, v bistvu vi morate res obvladati. Takrat, ko res obvladate kripto, ko ste res dosti časa noter, ko razumete te stvari, potem lahko ustvarjate tudi lastne pule, ampak te stvari so dosti tvegane, lahko veliko zaslužite, to lahko delate tudi recimo preko nekaterih decentraliziranih menjalnic. Se da, recimo kot je Uniswap, in tam lahko ful veliko zaslužite, ampak lahko tudi izgubite zelo veliko in pa tudi lahko, ker to je trgovanje, a ne, lahko pa vse izgubite
če ne veste, kaj delate, ali pa če imate smolo v bistvu, ne. Zdaj, smola je pa iz nevednosti običajno, ne, se pravi, ko nimaš dovolj izkušenj. Tako da svetujejo tisti, ki to res obvladajo, da če hočete se to iti igrati, ker to so igre, teorije iger, potem začnite s 1000 evri, ne več, a ne. Ne več, a ne. Pod 1000 evri se pa to ne splača delati svoje lastne pule oziroma bazene. Bomo o tem enkrat kasneje še. Torej, če želite, skratka, heks lahko s heksom, se pravi, tukaj imate, če imate nekaj heksa, potem lahko mintate deci, a ne, se pravi, deci je na 10 let in dobite ta kovanec, deci, a ne, to je tim kovanec v bistvu. Če nimate heksa, ga lahko kupite, kliknete sem gor in preko Uniswapa ali pa pogledajte si moje prejšnje videe, kjer zelo natančno razlagam o tem, kako priti do heksa najcenejše in najlažje. Potem pa tukaj imate še gumbek Add deci to MetaMask, to pomeni, da pač enostavno v MetaMask dodate ta kovanec in ga boste imeli na razpolago. Pregled pač nad to zadevo. Tako da, ampak še enkrat bi pa poudarila, to vedno poudarim, pa vedno bom, ko to delam, ne direktno delati z MetaMaskom. MetaMask ni varna denarnica, daleč od tega, je pa najbolj sposobna te stvari delati, tako da MetaMask samo kot bridge, kot most uporabite za Ledger. Imejte nek poseben Ledger, recimo jaz imam Ledger Nano S, ta je cenejši, ampak je popolnoma dober za pač vlagatelji, ki nimajo milijone ali pa milijarde, a ne. Tiste pa potem treba pač malo, če imate milijone pa milijarde, potem je treba kupiti močnejšo zadevo. Za običajne vlagatelje pa je to čisto v redu stvar in je zelo varna, ker vi fizično pritisnete gumbke in ne more MetaMask vam ne more ničesar ven ukrasti, zaradi tega ali pa kakšen bot ali pa kakšen heker, ker zdaj hekerji sploh ne delajo več tako, da bi sami vdirali, ampak enostavno naredijo programe, bote in oni ropajo mreže in na Ethereum mreži je to zelo, zelo lahko narediti, a ne. Zdaj čakamo push-chain omrežje, to push-chain omrežje bo bistveno drugače narejeno in verjetno tega ne bo toliko veliko, zato ker zdaj predvsem delajo na varnosti, na tem, da odpravljajo bage, da tega ne bo več, da ljudje ne bodo več izgubljali denarja. In ko mi čakamo, da to bo, ampak verjetno ne bo letos, no. Jaz mislim, da ne. Richard Heart je rekel, da bo objavil 14 dni prej, preden se bo lansiral, tako da tudi za tiste, ki čakate na Wait token, bo fajn, no, da bomo vedeli pač to prej, a ne. No, potem imate Lucky isto, ima zdajle še 20 dni časa, a ne, je na 7 let, tukaj gor vam tudi pač to piše, to se pravi, vsakih 7 let se bo tale projekt znova zagnal, a ne. Zdajle na začetku imamo 20 dni časa, da to vložimo. Če hočete tega, se pravi na 7 let, in čez 7 let lahko to dobite ven, ali pa vmes prodate v bistvu pač ta kovanec, a ne, Lucky oziroma Tim, to je Tim kovanec, a ne. Ga boste, pač Lucky je pogodba, a ne, to je pametna pogodba, dejansko. Torej, če hočete tega, potem ga zamenjate za heks spet in tako naprej, gremo naprej, enako je s triom, čisto isto, to je pa na 3 leta, a ne, in po 3 letih, če želite, pustite noter, pa se bo to spet steklo za 3 leta, če pa ne, pa vzamete ven, prodate kakorkoli, ali pa vmes lahko tudi prodate. In pa tale Base, a ne, pač zdaj
ta se najmanj splača na eno leto, zdaj najbolj se na 10, pa pol vedno manj, ta se najmanj splača, ne. Zdaj, če želite imeti donose, neke donose že čez eno leto, potem boste lahko zbrali to. Zdaj, v primeru, da pač Heks pade, tako kot je od lani do letos zelo padel, iz 40 centov na 3, 4, 5 centov, potem kaj narediti? Jaz mislim, da ni problema, pač enostavno, ker to je končno taka zadeva, da tukaj nimate stroškov, enostavno pustite, pa se bodo stekali naprej, pa pač čakate na boljše čase, a ne, če bi kdo tako, ampak je pač donos najmanjši. Zato dajte razmisliti, kaj se vam zdi najbolj v redu, kaj je za vas najbolj sprejemljivo, to so teorije iger, in pa seveda ne smemo pričakovati od teh stvari donosov, pravijo, da pač od dela drugih, da ne smemo pričakovati nekih profitov in donosov. Če so, če niso, niso. Zato vlagajte pač tisto, kar lahko pogrešate, a ne. Ker vam ni problem, da recimo, zakaj to pravim? Zaradi tega, ker če vam je problem, če bi vi radi čez eno leto hišo kupili, pa da računate na to, kaj pa, če ne bo, a ne. Ne smete tega denarja vlagati. V bistvu je boljše, da nekako drugače s tistim denarjem razpolagate, da ga boste čez eno leto imeli, a ne. Bolje, da vložite denar, ki ga lahko pogrešate, in čez eno leto, recimo, če se to ne bo še uresničilo, tako kot pričakujemo, da bi šel Heks gor, če bo se kriza poglobila, če bojo cene padle, potem lahko tudi Heks gre še dol, ker gre lahko še precej dol, a ne. To tudi na veliko ničel lahko še dobi pred ono številko, ker zdaj ima eno ničlo, a ne. V bistvu je eno ničlo pridobil, lahko jih pa še več pridobi, kar pomeni, da je cena lahko še nižja, a ne. Ampak nič hudega, Heks se ne splača prodajati, za moje pojme, to ni finančni nasvet, vi se odločite seveda sami. Jaz ga ne mislim prodajati, ampak ga bom stekala naprej, ker verjamem v ta sistem. Vidim, da v bistvu zelo, zelo dobro funkcionira ta sistem. In okrog Heksa nastajajo taki projekti, kot je tale, Base Team, Trio, Maxi Deci, in tudi ne pozabiti na Ikoso pa na Hedron, a ne. Ne pozabiti na te stvari. Zdaj ne vem, kako je s Hedronom, ampak kakor jaz vem, pri Maxiju, ko imate Maxi, vsaj tisto prvo, kar smo vlagali, v bistvu ta Maxi, tisto vem, da Hedrone bomo dobili. Definitivno, skupaj s Heksom dobimo tudi Hedrone. Po mojem mišljenju bo tukaj isto, a ne. Zdaj Hedronov cena kar raste, gre precej gor, in Hedron pa Ikosa delujeta zdaj skupaj, tudi o tem si poglejte videe, in meni osebno je tisti projekt še bolj privlačen kakor tale. Se mi zdi, da ima mogoče malo večjo perspektivo, ampak tole je pa super recimo za ljudi, ki so dosti laični v kriptu, in dejansko neka koda, pametna koda, ki jo nekdo, pač en dober programer, deepcatcher sprogramiral, dela za ljudi. Dobesedno dela za ljudi. In se splača izkoristiti, če hočete probati, dajte vložiti malo, to, ko lahko pogrešate, pa če je 10 evrov, pa 10 evrov, ali pa 100, ali pa 1000, a ne, pač vložite. Zdaj jaz bom verjetno, po mojem, bom poskusila vse, zato ker je zdaj na začetku, se mi zdi, da se bo zdaj na začetku to najbolj splačalo, ne bom pa nekih zelo velikih denarjev vlagala noter, sigurno ne, a ne, ker imam že v drugih projektih. Tako da tole bom šla probati, in če se bojo stvari obnesle, pa pač naslednjič, torej čez eno leto, ali pa čez 3, ali pa 7, ali pa 10 let, vložim noter še dodatno, a ne. Takrat lahko še odstejkaš in potem daš zraven in daš večji znesek, če se ti zdi to v redu, a ne.
Ok, tole še Maximus Team. To imate vse na tej prvi spletni strani. Na tej strani pridete noter, če greste čist gor na vrh, imate tukaj gor Team, kliknete, pa lahko si preberete ali pa izberete enega od teh pulov. Zdaj ta Team je zakaj? Zaradi tega, ker zdaj, če skonektate MetaMask wallet, takole, če ga skonektamo, takole, v glavnem tukaj imate še koliko časa je možno Team zamenjati. Če imate kovanec Team, ki bi ga radi zamenjali, pač vložili, recimo Team se da kupiti, oziroma pač ne kupiti, dobiti, minta se za Maxi. Maxi se da zdaj že kupiti, Če nimate Maxija, lahko Maxi vložite zdaj, če želite, ga lahko zdaj pač vložite, kar pomeni, da tisti Maxi, ki ga imate zdaj na denarnici, recimo, da ste že prejšnjič vložili, ko je bilo to možno v Maxi, ga lahko zdaj dodatno date, ga dodatno v bistvu naprej, tako da boste imeli več donosa, več donosa bo. Se pravi, takrat, ko boste odstejkali, recimo, kaj bi jaz naredila, verjetno bom zdaj, jaz imam kar nekaj časa še za razmišljati tole, bom še malo razmislila, kako in kaj. Zdaj, tisti Maxi, ki sem ga dobila, bo čez 15 let šele, Čez 15 let v bistvu ga bom lahko menjala za Hex, dejansko, Zdaj, Maxi se po mojem ne splača prodajati, ker tisti, ki ga ima, v bistvu ima stejk od Hexa, Zdaj, tukaj bi pa lahko dala na komot tale Maxi stejkati na 10 let, zaradi tega, ker ga bom dobila nazaj čez 10 let in potem samo počakam še tistih 5 let naprej, da ga zamenjam za Hex, oziroma da pač ga redim, kliknem tisti gumbek in dobim nazaj Hex stejka, in potem s Hexom delam naprej, Tako da tukaj bi pa zdaj yield dvojen zaslužek imate lahko do takrat in v glavnem, ali pa ga date na 1 leto, ali pa na 3, ali pa 7, po želji, ampak razmislite, a boste ali ne, pa na kakšen način, če pa hočete, lahko tudi kliknete Need Maxi in kupite na trgu. Maxi se dejansko že prodaja, Maxi se dejansko že prodaja in ga lahko tukaj na Uniswapu kupite, če želite. Tako da to je zaenkrat informacija za vas. Ti projekti so po mojem mišljenju zelo v redu, to je moje osebno mišljenje, vi razmislite sami in tukaj zadaj ni nobene prevare, dejansko je zaklenjena, decentralizirano je, koda je zaklenjena, koda deluje sama, zadaj ni nihče, ki bi to popravljal in pač dajal noter, v bistvu koda je odprta, ljudje so sodelovali pri samem programiranju, ker je DeepCatcher je v živo programiral, on je šel za računalnik, se je priklopil na internet in ljudje so gledali, kako on programira, ker je pač shareal to, svoj zaslon, in ljudje so to gledali in potem so dajali zraven svoje opombe, pripombe, kako bi oni naredili, ko vmes v bistvu so tudi taki zelo, ko bi rekla, zelo mački, stari mački v kriptu, kot so programerji, vlagatelji, traderji in tako naprej, ki so, ali pa navadni ljudje, ki so dejali v bistvu pač noter ideje, kaj bi želeli, kaj potrebujejo, da je DeepCatcher to dejansko naredil v sami kodi. Tako da je zdaj koda jasna, zaklenjena, zaprta, to je to.
kar boste dobili, kar boste podpisali v MetaMasku, boste tudi dobili 100% nazaj in pravila se ne bodo spreminjala. To je super, a ne? Nihče pravil ne bo spreminjal. Zdaj, jaz opažam recimo pri Hedronu pa pri teh Maxiju, opažam, da kljub temu, da recimo dolar niha, gre gor ali pa dol, kakorkoli, enkrat se jača, enkrat gre dol, dejansko grejo te stvari več ali manj počasi gor. Moje osebno mišljenje je, da slej ko prej bo prišel čas, ko se bojo ti kovanci nekako osvobodili vpliva tega sredstva, dolar, ki je v bistvu po mojem mišljenju ni neko sredstvo, ampak je pač lastništvo nekoga drugega in če ga jaz dobim nek dolg. Jaz tako to vidim zadevo. In zato plačujem zelo veliko in davkov in vsega, če imam dolar ali evro, ne, pač je čisto vseeno. Tukaj pa ni. Pri kriptu tega ni. Kripto je po mojem mišljenju tudi zato bil ustanovljen, da se te stvari spremenijo, da gremo v novo dobo, finančno dobo, ne, pač, in da se ta monetarni sistem začne počasi spreminjati v nekaj boljšega, ne v to, da ima pač nekaj ljudi zadevo pod kontrolo in svoji lasti, 5 ljudi recimo, ampak da je to ljudska stvar, ne, pač, da je monetarni sistem ljudska stvar. Zdaj, učimo se še, kripto je v povojih, vse je v povojih, vsi se učimo in Hex je bil odlično narejen, vendar so se ene par stvari se izkazalo, ko Hex deluje zdaj 3. leto, se je izkazalo, da je treba še dodelati in te kovanci novi to popravljajo, ne. To pri Hexu popravljajo, tako da vam ni treba iti stare oziroma pač na star način stejkati pa delati, ampak imamo zdaj nove možnosti, boljše možnosti, kot so bile prej, in glejte in Hedron in Ikoso in Maxi oziroma vse pač okrog tega, pa kar vas potegne, ali pa vse probate, če se vam tako zdi v redu. Hvala lepa, lajkajte, če vam je všeč, delite, če bi še komu radi pomagali. Če vam je kanal všeč, podprite kanal, spodaj imate navodila, kako to naredite, tako da lahko še več takih koristnih vsebin objavim in tudi lahko postavite vprašanja in seveda vaši komentarji zelo, zelo dobrodošli. Hvala vam za vse to, pa lep dan želim.